Lepo vas pozdravljamo, dragi gledalci, spoštovane gledalke, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Preverimo napovednik in vabljeni, da se nam pridružite. Občina Rogaška Slatina je zaključila s projektom gradnje arene Janina, ki so jo v petek uradno predali namenu. Vrednost investicije je bila 1,2 milijona evrov. Občina Rogaška Slatina nadaljuje z velikim investicijskim ciklom. Največja lanska investicija je bila stolp Kristal, v petek pa so namenu predali areno Janina. Stolp Kristal je postavljen pri zaključku zdravniškega kompleksa Rogaška Slatina na zahodu, arena Janina pa na vzhodu. Med njima pa poteka mimo nadhoda Sonce neprekinjena pešpot skozi zdraviliški park. Objekt arena Janina bo nedvomno prispeval tudi k dvigu standarda življenja v občini. Pri snovanju arene Janina smo sledili predvsem trem ciljem. Prvi je ta, omogočiti boljše pogoje za delovanje smučišča. Drugi je ta, omogočiti glavnim organizatorjem prireditev, predvsem našemu mladinskemu svetu in javnemu zavodu za turizem in kulturo, dogodke z večjim številom obiskovalcev, kot jih premore Evropska ploščad v centru zdraviliškega jedra. In še tretji razlog, sanirati območje, ki je bilo degradirano. To smo sledili z areno Janina, sicer pa v objektu velikosti cirka 400 kvadratnih metrov so klubski prostori za smučarski klub, prostori za shranitev snežne mehanizacije in opreme, sanitarije in prostori za zaposlene in nastopajoče, predvsem pa ustrezni večnamenski prireditveni oder. V sklopu investicije smo zagotovili tudi 45 parkirnih mest in pa na strani smučišča prostor za druženje in za smučarje. Nosilci urejanja prostora niso dopustili dodatne obremenitve zelenih površin, zato je objekt umeščen na jugovzhodni del dosedanje asfaltne ploščadi. Na otvoritvi sta trak prerezala župan magister Branko Kidrič in minister Matjaž Han. Vrednost investicije je bila 1,2 milijona evrov. Ministrstvo je prispevalo 95 tisoč evrov, pa vendar smo izredno hvaležni. Ministrstvo za takšen pristop imamo tudi sofinancirano še večji projekt Kopališče Rogaška, ki bo zaključen prihodnje leto, tako da izredno cenimo pristop ministrstva tako na področju športa kot tudi turizma, da sofinancira investicije, skozi katere občine lažje izvedemo prioritetne razvojne projekte. Res je bil to eden prvih razpisov, ki smo ga mi na našem ministrstvu naredili v tako imenovano lokalno turistično infrastrukturo. In že takrat smo mi dodali 5,5 milijona k osnovnem razpisu, ampak je bilo projektov v Sloveniji preveč dobrih. In mislim, da vemo, po kateri poti moramo naprej iti. Ko pa stojim pred tem objektom, moram pa vendar eno stvar reči. To, da je vendarle občina vztrajala kljub majhnim, podpori države, moram reči, da je ne zahvaliti. Ja, zahvaliti se, zato ker takih objektov v Sloveniji, ko so namenjeni smučarski zadevi, ni. In mislim, to je eden najlepših objektov, ki je umeščen v prostor, ki bo to, kar si v Sloveniji v turizmu želimo, živel celo leto. Jaz verjamem, da je 650 metrov visoka, Janina visoka, da ni neki največji potencial za smučanje, ampak če ulovimo 10-15 dni, da se otroci iz tega konca Slovenije naučijo smučati in da zadeva živi celo leto, smo na pravi strani. Tako da jaz čestitke županu in ekipi, da je vendarle zavihalo rokavo, ima vizijo in spreminja Rogaško v center, na katero smo lahko v naši domovini ponosni. Z objektom bo upravljal Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Nove pridobitve so se najbolj razveselili v smučarskem klubu Rogaška.
želim poudariti, da je v smučarskem klubu Rogaška veliko entuzijastov, ki že vrsto let se trudijo pripraviti čim več smučarskih dni in pripravijo ali pa uspejo večinokrat ravno v času šolskih počitnic, torej grejo vse šole smučanja iz celotne regije skozi smučišče Janina. Zraven pa seveda so številni dogodki, ki jih pripravi smučarski klub razvedrilne narave in tudi to je bil razlog, da smo se odločili, da gremo v ta projekt. Seveda pa si želimo, da bo živel celo leto z različnimi prireditvami, kar pa so zagotovljeni ustrezni pogoji z novim objektom. V smučarskem klubu Rogaška trenira okoli 100 otrok na sezono. Z novo pridobitvijo, novimi prostori bo delo nedvomno lažje potekalo. Nam kot samemu klubu pomeni zelo ogromno, po moje tudi kot celotni Rogaški Slatini. Seveda pred tem časom nismo niti imeli sanitarij, niti dobrega nekega prostora, da bi se lahko čim več ljudi zadrževalo tu. Tako da kot smučarskemu klubu res, mislim, smo zelo veseli. Radi bi se zahvalili občini Rogaška Slatina in pa vsem prebivalcem, seveda. Mi pa se bomo še bolj potrudili, da bomo sezone speljevali čim več, koliko bo lahko šlo. Najbolj pa si seveda želijo snega. Zime so vedno bolj mile, vseeno pa zagotavljajo od 2 do 3 tedne snega na smučišču. Imajo pa še eno željo. Ful si še želimo eno stvar in to je, da bom rekel tak, imamo plan v prihodnosti, da bi pod žičnico podali tepih, to je taki tepih tako da plastika, da potem ne rabiš niti zasneževati samega smučišča oziroma zemlje. Tako da upam, da nam to rata. S tem bi pridobili sigurno par noči, da ne bi rabili zasnežiti in pa vsekakor bi dosti prej lahko odprli smučišče. Po uradnem delu petkove otvoritve je sledila zabava s pevko Tanjo Žagar. Občina Braslovče praznuje občinski praznik v mesecu septembru. Slavnostna seja ob občinskem prazniku je potekala v petek v Domu kulture Braslovče. Pripravili so pester glasbeno-plesni program, župan Tomaž Žohar pa je podelil občinska priznanja. Občina Braslovče vsako leto septembra v spomin na prvo znano pisno omembo kraja leta 1140 in v spomin na ta dogodek praznuje svoj občinski praznik. Osrednji dogodek je bila petkova slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj občine Braslovče v dvorani Doma kulture Braslovče, ki se je udeležil tudi poslanec Državnega zbora Aleksander Reberšek ter številni drugi gostje. Slavnostni govornik je bil župan občine Braslovče Tomaž Žohar. Mi smo neizmerno hvaležni našo zgodovino, tudi tak praznik kot je danes. Vsa priznanja, ki so bila podeljena, več kot zaslužena in je ogromno še takih posameznikov, ki skupaj tvorijo, bom rekel, tisto dodano vrednost v naši lokalni skupnosti. In zelo sem navdušen, zelo sem vesel na to lepo pozitivno energijo in to težko leto, ki je za nami od rojstnega dneva do rojstnega dneva, da tako rečem, zagotovo zaznamuje tudi zelo lepi medsebojni odnosi, medčloveški odnosi, povezovanje, toplina, srčnost in to je tisto, kar je rezultat za dobro delovanje in pa za lepo prihodnost vseh generacij. Braslovški župan Tomaž Žohar je podelil plakete in priznanja najzaslužnejšim posameznikom in društvom. Županovo priznanje so prejeli tekmovalna ekipa starejših gasilk prostovoljnega gasilskega društva Grajska vas za 30 let aktivnega delovanja in za doseženo drugo mesto na državnem gasilskem tekmovanju. Tekmovalna ekipa članov A prostovoljnega gasilskega društva Dobrovlje za doseženo 3. mesto na državnem gasilskem tekmovanju ter Alojz Snedič za izjemne dosežke v veteranski atletiki in za navdihujoč prispevek k promociji športa in aktivnega življenjskega sloga v 3. življenjskem obdobju. V Balkanu pa v Sloveniji me ne more noben 80-letnik premagati. Prav žal mi je, malo se moram pohvaliti, ampak je tako, no, kamer grem, zmagam. V Avstriji zmagujem, na Hrvaškem zmagujem, v glavnem, malo se moram hvaliti. O 50-letnici delovanja ter za pomemben prispevek k razvoju in promociji kulture v občini Braslovče je župan Tomaž Žohar kulturnemu društvu Gomilsko na pobudo krajevnega odbora Gomilsko podelil srebrno plaketo občine Braslovče. Za naše kulturno društvo zagotovo pomeni veliko priznanje, da smo videni in opaženi. Jaz sem kot predsednik zelo ponosen in hvaležen vsem, ki so vsa ta leta, teh 50 let in pa še prej gradili to društvo. Ne za priznanje, ampak za dušo in pa za namce.
Mislim, da je to velika vrednota in upam, da bomo še veliko let lahko ustvarjali na kulturnem področju in še kje. Zlato plaketo je ob 70-letnici delovanja ter za pomemben prispevek na področju zaščite in reševanja na območju občine Braslovče in celotne spodnje Savinjske doline župan občine Braslovče podelil Gasilski zvezi Žalec. Ob 100-letnici delovanja društva ter v znak priznanja za dolgoletno prizadevno delo vseh njegovih članov in pomemben prispevek k povezovanju generacij pa še prostovoljnemu gasilskemu društvu Trnava. Ja, 100 let društva, to je dolga doba, ne? To traja in traja, vendar nitka mora ostati. Pri nas, v našem društvu, tako kot tudi pri ostalih gasilskih društvih, taka nitka ostane. Če pa to zaznajo tudi ljudje iz okolice, kar se največkrat zgodi, pa je to za nas še toliko večja nagrada in spodbuda za naprej, za nadaljne delo. Letos so v občini Braslovče podelili tudi naziv častnega občana. Za dolgoletno duhovno in družbeno delovanje ter neprecenljiv prispevek k življenju skupnosti ga je prejel gospod Monsignor Maksimilijan Gosak, ki v braslovški župniji deluje že od leta 2004. Na vprašanje, zakaj misli, da si je ta laskavi naziv prislužil prav on, je skromno odgovoril. To pa ne vem, to bi morali pa gospoda župana vprašati. Ni kaj posebnega, tako da bi bilo res. Spomnim se pa, kar je nas bilo tista leta, ko smo bili mi novomašniki, nas je bilo 61 posvečenih, zdaj pa samo 2. Celo Slovenijo 2. Živimo pač, delamo, kar je treba, pa gremo naprej. Poleg podeljenih plaket in priznanj je braslovški župan spomnil tudi na vse uspešno izvedene projekte, ki jih v letu dni od zadnjega praznovanja občinskega praznika ni bilo malo. Eden zadnjih večjih uspešno izvedenih projektov je prav gotovo nov športni park, vreden nekaj več kot 3 milijone evrov. Zagotovo tistih največjih je zdaj zadnji, ki se je odprl medgeneracijski športni park na 3 hektarjih, ki je izjemen doprinos naši lokalni skupnosti, ki bo, verjamem, da tvoril neko središče povezovanja, druženja in pa medgeneracijskega povezovanja. Potem je tukaj zdravstveni dom, da pa ne omenjam, bom rekel, popoplavnih sanacij oziroma tudi protivoplavnih ukrepov v vrednosti 25 milijonov, ki se izvajajo, pa v vrednosti 40 milijonov, projekt izgradnje nadomestitvene gradnje za 100 novih objektov, 100 novih parcel na skoraj 19 hektarov velikem območju. Braslovški župan pa je s ponosom spomnil tudi na zdravstveni center Braslovče, katerega gradnja se je začela letos spomladi. Zaključena pa naj bi bila do konca leta 2026. Vrednost projekta znaša 5,5 milijona evrov. Zdravstveni center, ki ga gradimo, trenutno dobiva končno podobo. Predviden zaključek del je v juniju leta 2026, se pravi naslednje leto. Delamo ga v javno-zasebnem partnerstvu. Projekt je vreden nekaj več kot 5 milijonov evrov skupaj z financiranjem, vzdrževanjem in upravljanjem za dobo 15 let. Notri bo pa primarne zdravstvene dejavnosti, kot je 4 ambulante za družinske medicine, pa pediatrija, pa lekarna, manjši laboratorij, fizioterapija, medtem ko zobozdravstvene dejavnosti bomo dali obstoječe prostore tule v trgu, ker je pač tam prostorov premalo. Po županovem mnenju je nov zdravstveni center, ki ga gradijo v Rakovljah, zgodovinski mejnik v občini Braslovče. Saj bodo prvič v zgodovini zagotovili večjo dostopnost zdravstvene oskrbe svojim občanom. Včeraj na 22. redni seji zasedel občinski svet občine Polzela. Na dnevnem redu je bilo 11 točk, pod točko razno pa so se svetnice in svetniki seznanili tudi s problematiko neprijetnega vonja in okusa pitne vode na območju Brega in Založ. 22. redna seja občinskega sveta občine Polzela se je pričela s poročilom delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti in civilne iniciative Rečica Breg, kar je že običajno na polzelskih sejah. Gre za civilno inicijativo občank in občanov, ki so imeli pred 2 letoma poplavljene stanovanjske hiše. Mi jih pač vabimo, ker smo se to takrat tako dogovorili, da pač spremljajo, kaj se na sejah občinskega sveta pogovarjamo. Tudi smo jih kar dost aktivno vključili v pripravo te projektne dokumentacije. Zdaj ni vse od nas odvisno. Zadaj imamo državno tehnično pisarno, ki opravi pregled projekta, potem recenzent, ki opravi recenzijo in seveda na koncu je ministrstvo tisto, ki
ki požegna sofinanciranje. Moram pa reči, da gre zdaj po teh zadnjih raziskavah, smo projekt meteorne kanalizacije razdelili na dva dela, na fekalni in pa meteorni del, in moram reči, da gre praktično za projekt, ki je vreden več kot 4 milijone evrov. Sledila je seznanitev s projektom državnega prostorskega načrta Ločica-Letuš za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij ob Savinji od Ločice do Letuša. Ukrepi, ki se izvajajo na Savinji, bojo zagotovili ob predpostavki 500-letnih vod, bojo zagotovili poplavno varnost vseh naselij stanovanjskih sosesk v nižinskem delu naše občine. Žal ne morejo zagotoviti poplavne varnosti za industrijski del, torej poslovno cono v Ločici. To žal ne gre. Tako pa vemo, da 100% poplavne varnosti v nižinskem delu žal ni. Ukrepi se izvajajo skladno z projektom, z pričakovanji nas vseh. Mi sodelujemo tudi redno skupaj z občino Braslovče na vseh koordinacijah, tako da bili so danes določeni pomisleki strani članov občinskega sveta glede načina izvedbe preko Fidikove oziroma Fidika rumene knjige. Tukaj imam tudi jaz sam pomisleke, ker vemo, da to lahko pomeni marsikaj v praksi, ampak jaz sem optimist, jaz verjamem, da bo ta projekt zagotavljal tiste ukrepe, zaradi katerih je bil sploh zasnovan že pred pravzaprav 15 leti. Ker je zaradi osebnih razlogov kot svetnik odstopil Darko Hlupič, so v nadaljevanju seje polzalski svetniki potrdili nadomestni mandat Mateji Skornšek iz Podvina pri Polzeli, ki je prav tako kandidirala na županovi listi. Po seznanitvi z elaborati podjetja Simbio so svetniki soglašali tudi s spremembami cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Za ravnanje z odpadki bo povprečna vrednost položnice od 1. novembra višja za 1,12 evra. V drugi obravnavi so potrdili odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, rednega vzdrževanja in obnove občinskih cest. Doslej je to službo opravljal občinski režijski odbor. V 15-dnevno javno obravnavo so posredovali strategijo razvoja turizma Spodnje Savinjske doline do leta 2030 ter potrdili pravilnik o uporabi osebnih podatkov iz centralnega registra prebivalstva za organizacijo občinskih dogodkov. Trenutno dostopa do teh podatkov občina nima. Potem smo mi vprašali, na kak način pa vendarle lahko pridemo do podatkov zaradi sprejema novorojenčkov, pa abrahamovcev, pa 80-letnikov in tako naprej. In so nam navedli primer sodne prakse iz ene občine, po kateri pa občina lahko dostopa do teh podatkov, vendar mora imeti pravilnik o tem sprejet. Dokler ne bo zakonodaja se sistemsko uredila, torej sistemsko uredila tega področja dostopa za občine do teh podatkov, moramo imeti pač ta pravilnik, na podlagi katerega bomo mi lahko dostopali do teh podatkov. V nadaljevanju seje so potrdili prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Častna občana bosta postala nekdanji župan Ljubo Žnidar, ki se je pri glasovanju o tej točki izločil, in za delo na področju kulture Jaka Jeršič. Grba občine bosta na slavnostni seji prejela Gasilska zveza Žalec in Anton Brušek, plakete pa Erika Vezočnik, Slavko Jernejšek in Božena Brušek. Pri točki razno se je svetnikom pridružil direktor javnega komunalnega podjetja Žalec magister Janez Primožič in pojasnil vzroke za neprijeten vonj in okus pitne vode na območju Brega in Založ. Prvo obvestilo o tem so prejeli 8. septembra. Analize niso pokazale onesnaženja, zaradi katerega bi izdali ukrep prekuhavanja vode, so pa raziskali vir smradu. Ta je v nižinski vrtini pitne vode na Bregu, ki jo uporabljajo ob zmanjšanju izdatnosti vira iz sistema Vransko oziroma znižanja količine vode v vodohranu na Šeneku. Vrtino so izključili iz sistema in jo bodo očistili, kaj se je dogajalo v Podtalju, pa še ugotavljajo. Vrtina se sicer nahaja na vodovarstvenem območju. Kot po besedah hidrogeologov je ta motnja nastala prav v globini in do te globine verjetno zaradi gnojenja v tem času ne bi prišlo. Ne izključujemo, ampak je večja verjetnost, da je nekaj narobe v podzemlju. Ko pa govorimo o vodovarstvenem območju, pa je lahko vpliv na to, kaj se je zgodilo v vrtini, tudi posegi
drugi posegi na tem področju, kot so kakršnekoli vrtine za toplotne črpalke ali geosonde. Preverjali bomo, ali je v bližini se tudi kaj takega dogajalo. Občina Polzela se s pitno vodo oskrbuje preko sistema Šempeter in sistema Vransko, ob tem pa so ves čas potrebna vlaganja v obnovo sistemov in iskanja novih vodnih virov. Pri prvem poteka obnova vira Likovič, načrtuje pa se tudi obnova sistema Vransko. Seveda nas potem v nadaljevanju čaka v naši občini še povezovalni vodovod med Šenekom, Podvinom in potem naprej Dobričem. Zdaj vemo, da je, hvala Bogu, je vodnost, se pravi, ali pa izdatnost vodnega vira izza planine zadostna, tako da vode, če se izrazim po domače, vode je dovolj, ampak samo jo treba na primeren način spraviti do uporabnikov pitne vode. Vendar pa ob tem velja tudi opozorilo. Vode je načeloma dovolj, ampak ravno pred 3 tedni nas je komunala opozorila, vse župane Spodnje Savinjske doline, da je vodostaj na splošni vodostaj pitne vode v tem trenutku na 30%, kar pomeni zelo, zelo malo. Je pa dejstvo, da je bilo letos tako sušno obdobje v pomladanskem času in vodni viri so praktično presahnili. To je ena stvar. Druga stvar pa, mi moramo vedeti, da praktično ni bilo resnih padavin od septembra lani. To je pa druga stvar in je normalno, da je vode malo. Naslednjič bodo polzelski svetnice in svetniki sestali na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, ki bo 30. oktobra v parku Šenek, v primeru dežja pa v športni dvorani. V Mestni galeriji Šoštanj se s svojimi deli predstavlja Stojan Špegel. Naslov razstave je Zastiranja in razkritja. Razstava del Stojana Špegla z naslovom Zastiranja in razkritja sodi v sklop prazničnega septembra v občini Šoštanj. Meni je Stojan Špegel v bistvu neke vrste navdih že od srednje šole. Ko sem začela hoditi na likovno gimnazijo v Velenje, je bila na prvih razstav, ki sem si jo gledala, takrat so bila njegova dela v galeriji Velenje. In takrat mi je v bistvu sodobna umetnost postala všeč, mi je postala zanimiva. Do takrat je bilo to samo barvanje in packanje, z njegovo razstavo, pa še s parimi drugimi, je pa potem pri meni to postalo dejansko umetnost. Izstopajo izrazite barve. Kako ste pravzaprav postavljali to razstavo? Razstavo je pravzaprav postavljal umetnik sam, oziroma je pri zasnovi sodelovala likovna kritičarka Nuša Sara Golob-Grabner, ki je tudi v razstavi napisala likovno kritiko. Potem pa je gospod Špegel razporedil dela, v bistvu ni bilo kaj dosti za komentirati. To je to. Slikarstvo Stojana Špegla je potovanje med zavestjo in podzavestjo. Abstraktne oblike in intenzivne barve se prelivajo v most do najglobljih človeških občutij. Njegova dela nas spodbujajo k razmisleku o nedokončanosti in negotovosti kot bistvenem delu našega bivanja. Pravzaprav se ukvarjam z notranjostjo. To so neke vrste pokrajine, notranje pokrajine. Slike so večinoma nastale v pariškem ateljeju Cité in tam sem videl prvič v živo res vrhunske vitraže in me so navdihnili in se mi zdi, da so te prosevne barve mi potem dale neko novo spodbudo, ki sem sicer prinesel iz svojega okolja, ampak sem tam lahko nadgradil te slike in imajo neko imaginarno magnetično moč, ravno zaradi tega, ker barve v večini primerov prosevajo iz ozadja in če dolgo gledamo to sliko, nekako potem gledalca objamejo. Kako ste izbrali naslov razstave in koliko del je? Tukaj je 18 del. Naslov razstave je bil izbran skupaj z likovno kritičarko Saro Nušo Grabner-Golob in gre za neke vrste razkrivanja, ampak to se ne gre za neko razkrivanje okolja ali karkoli, ampak se gre za razkrivanje, da se poglobimo vase, da se pogledamo in da na tak način tudi najdemo svoje korenine, tudi svoje okolje, seveda prižeto z, ali pa bom rekel, z malo več svetovne in svetlobe, ki se jo vnašaš potem v svoje lokalno okolje in da smo na nek način potem, ko vse to preživimo, tudi ponosni na svoje okolje.
Razstava predstavlja slikarska dela, ki nastajajo kot vznik nihajočega prebijanja med plasmi podzavesti in zavesti ter združevanju esence obeh. Likovno kritiko je predstavila umetnostna zgodovinarka Sara Nuša Golob-Grabner. Torej, razstava je zanimiva iz vidika tega, da Stojan Špegl tokrat predstavlja res dela, ki so bolj osredotočena na abstrakcijo, torej na ta njegov ponavljajoči se motiv nezaključenega kroga. Prav tako pa se vpletajo njegovi zdaj že zelo znani odpirajoči se triptihi. S tem pa govori pravzaprav, medtem ko ustvarja na stičišču nekega nadrealizma, abstrakcije, tudi z vpletanjem figuralike, govori pravzaprav o podzavestnih izkušnjah, ki se prelivajo v materialni svet in na ta način pravzaprav nekako intuitivno in simbolično preoprašuje izkušnje človeka. Razstavo je odprl župan občine Šoštanj Boris Goličnik. Za čaroben glasbeni uvod umetnikov svet je poskrbel Swingin trio. Razstava pa je na ogled do 5. oktobra. Na Graški gori je bilo v soboto dopoldne 37. tradicionalno srečanje borcev, planincev ter članov veteranskih in domoljubnih društev. Osrednja nit letošnje prireditve je bila počastitev 80-letnice podpisa kapitulacije nemških oboroženih sil za jugovzhodno Evropo in s tem konca druge svetovne vojne ter 150-letnica premogovnika Velenje. Graška gora je bila v soboto v znamenju tradicionalnega srečanja borcev, planincev ter članov veteranskih in domoljubnih društev. Letošnje srečanje je bilo že 37. po vrsti. Pričelo se je ob zvokih godbe veteranov Univerze za tretje življenjsko obdobje, sledil je prihod praporščakov, v nadaljevanju pa je prepeval Šaleški akademski pevski zbor. Izbrana delegacija je odšla tudi do spomenika, kjer je položila spominski venec. Kljub meglenemu vremenu so obiskovalci napolnili prireditveni prostor. Prvo moram reči, da je to prvo srečanje, ki je v megli. Zaenkrat tega do zdaj še nismo imeli, pa sem že 12 let predsednik organizacijskega odbora. Ja, prihajajo avtobusi iz Zagorja, iz Gorenjske strani, iz Avstrije, iz Bosne, tako da udeležba je res zelo nacionalno mešana in tudi regionalno mešana. Srečanje pripravljajo na Graški gori, ker so se na tem območju med drugo svetovno vojno odvijali srditi boji. Na tem območju je življenje izgubilo okoli 320 bork in borcev. Domačini so bili izjemno naklonjeni temu partizanskemu boju, tudi sedaj so še vedno. In ko smo mi v lokaciji študirali, taka prireditev ne sodi na jezero, ne sodi v tisto urbano okolje dol. Tu so se stvari dogajale in dosti lažje se podoživi tisto, kar je nekoč bilo. Danes bomo, jaz mislim, kar veliko pozornosti posvetili tudi temu, kar se danes dogaja. Jaz se bojim, da smo pred vrati neke nove vojne, ki se pravzaprav niti ne zavedamo, ker smo mlajši vsi skupaj in nismo doživljali grozot druge svetovne vojne. Zbrane so nagovorili župan mestne občine Velenje Peter Dermol, generalni direktor premogovnika Velenje magister Marko Mavec in minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Minister je poudaril, da tudi zaradi narodno-osvobodilnega boja borcev med drugo svetovno vojno živimo danes v samostojni državi. Letošnja prireditev je potekala v znamenju 80-letnice osvoboditve ter 150-letnici premogovnika Velenje. Današnje srečanje borcev in planincev in teh veteranov se pravzaprav udeležujemo zaradi tega, da jih pozdravimo v imenu premogovnika Velenje. Imamo namreč 150 let in kot veste, delimo zelo podobne vrednote. Namreč tako tovarištvo, prijateljstvo in to, da je potrebno držati skupaj in brez tega ni preživetja, to so tako vrednote rudarjev, kot tudi vrednote borcev. In tukaj imamo več skupnih točk in želimo tudi mladim naprej prenašati enake vrednote. Spregovorili so tudi o tem, zakaj tudi po toliko letih obujajo to vrstno srečanje. Meni pomeni veliko.
Namreč moj oče je bil udeleženec pohoda 14. divizije in se je na teh koncih tudi bojeval v času druge svetovne vojne, tako da poznam sleherno podrobnost iz tistega časa. Druga zadeva je pa ta, da je zelo pomembno, da mi ohranjamo tradicijo, ponosno tradicijo iz časov, ko smo našo državo osvobodili in, bom rekel, osvobodili okupatorskega jarma, ki je pa takrat predvidel slovenski narod za uničenje in zbris iz zemeljske oble na nek način, če lahko to rečemo. Tisto, kar bi pa posebej rad poudaril, pa je krepitev družbene tolerantnosti skozi takšne dogodke, kot je tudi danes. Kajti ravno družbena tolerantnost je pomemben element za to, da ohranjamo in povečujemo odpornost naše družbe. Pa se mladi dovolj zavedajo, kako pomembni so bili takratni dogodki tudi za današnji čas? Koliko je meni znano, imajo mladi premalo informacij o tem času druge svetovne vojne, tudi o času iz leta 1991, v katerem sem bil en od vodilnih nosilcev osamosvajanja na obrambnem področju, in če se pogovarjam z mladimi, moram reči, da imajo zelo skope informacije o dogajanjih v tem času, kakor tudi o dogajanjih v preteklem času iz druge svetovne vojne ali pa celo o času generala Maestra in prvi svetovni vojni. No, kljub pretežno starejšim obiskovalcem pa smo opazili tudi nekaj mlajših obrazov. Teo Škratek je na odru recitiral nekaj partizanskih pesmi. Ja, gledajte, po svoje je žalostno, da moramo reči, da sem ravno jaz ta predstavnik mlade generacije. Kajti danes bi moglo biti tukaj med nami ogromno mladih. Kajti vrednote narodno-osvobodilnega boja, ki se jih danes spominjamo, niso vrednote starih, so vrednote mladih. So vrednote, na katerih sloni naša država. Danes, ko v svetu, v Sloveniji in v svetu vedno bolj sponu skrajna desnica, se moramo mi mladi, ki smo potomci slovenskih partizank in partizanov, spomniti, kako pomembno je, da ohranimo svobodo, suverenost, demokracijo, vrednote narodno-osvobodilnega boja in neofašizmu in klerofašizmu, ki se v Evropi znova dviguje, jasno rečemo ne. Po uradnem delu programa je sledilo družabno srečanje ob golažu in zvokih harmonike. S tem prispevkom zaključujemo tokratni VTV magazin. Nasvidenje.